na delovnem obisku v Ministrstvu za obrambo gostili gospoda predsednika vlade Republike Slovenije, dr. Mirala Cerarja z njegovimi sodelavci. Pa bi ob tej priložnosti prosil najprej uvodoma za eno krajšo izjavo gospe ministrice Andreje Katič, v nadaljevanju pa še izjavo gospoda predsednika. Spoštovani gospod predsednik vlade, spoštovani pripadniki Slovenske vojske, sodelavke, spoštovani predstavniki medijev, v čast in zadovoljstvo nam je, da si je predsednik vlade kljub težkemu urniku danes vzel čas in se nam pridružil ob že tradicionalni videokonferenci s pripadniki Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in misijah. Zadovoljna sem, da je vse povsod, kjerkoli gremo, tako v institucijah Evropske unije kot tudi NATO, ocena delovanja pripadnikov Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in misijah zelo dobra, odlična pravzaprav, in predvsem pa tudi to, da se vsi zavedajo, da je najprej potrebno poskrbeti tudi za svojo lastno varnost. Danes smo izkoristili priliko ob prvem uradnem obisku predsednika vlade na Ministrstvu za obrambo, da smo mu predstavili naše aktualne dogodke. Največ pozornosti bo Ministrstvo za obrambo v tem drugi polovici leta namenilo pripravi novega zakona o obrambi. Zakon je potreben temeljite prenove in zato potrebujemo tudi širok politični konsens za sprejem v državnem zboru. Tako da v tem času, v tem mesecu bomo opravili sestanke z vsemi strankami v parlamentu in pogledali, kakšen konsens za spremembo tega zakona bomo tudi dosegli. Kolikor širok konsens ne bo možen, bomo šli samo z najmanjšimi spremembami. Drugi pomemben program je srednjeročni obrambni program za prihodnje obdobje in tukaj sem vesela, da se je zavedanje v Sloveniji, da je tudi obramba, tako kot policija in zaščita in reševanje, eden izmed sistemov varnosti v Sloveniji in da jih je potrebno uvrstiti med prioritete delovanja slovenske vlade. Vemo, da leto 2016 bo pravzaprav še težko, kar se tiče sestava proračuna, ampak veseli smo napovedi predsednika vlade, da lahko potem v prihodnjem obdobju pa računamo na povišanje sredstev za obrambne izdatke, ker Slovenska vojska mora biti predvsem tudi varna vojska, zato so potrebna sredstva za modernizacijo in tekoče vzdrževanje opreme. In kolikor sem razumela, bomo postopoma zviševali obrambne izdatke tako, da bomo v prihodnjem obdobju povišali za 0,4% BDP. Mislim, da je to danes zelo dobra informacija za Slovensko vojsko in da vam bodo pripadnice in pripadniki Slovenske vojske za to zelo hvaležni. Najlepša hvala, predsednik, da ste vzeli čas za nas. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa. Kot rečeno, sem se danes seznanil z delom in aktivnostmi Ministrstva za obrambo, tudi posebej z aktivnostmi Nacionalnega centra za krizno upravljanje, ki deluje znotraj ministrstva. In kot je dejala ministrica, bil sem tudi seznanjen z aktualnimi načrti na področju nadaljnjih zakonodajnih in drugih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru ministrstva in še posebej tudi v okviru delovanja Slovenske vojske. Naj najprej rečem, da me veseli, ko vidim, da motivacija je prisotna, da stvari se usmerjajo v pravo smer. Seveda smo v težki situaciji, v katero je tudi ministrstvo in še posebej vojska zašla v času krize. Iz te zahtevne situacije se moramo seveda prebiti v celotni družbi in tudi na obrambnem področju tako, da bomo seveda postopno preusmerjali sredstvene aktivnosti tja, kjer so bile do zdaj nezadostne. Kot rečeno, zaenkrat se vlada prizadeva, da sredstva za financiranje obrambnih sposobnosti Slovenije, torej tudi za vojsko, ne znižujemo, ko pa se bo seveda ta prehod iz krize pokazal v bolj izraziti luči in takoj, ko bo možno, pa bomo seveda začeli postopno v manjšem obsegu ta sredstva tudi zviševati. Je pa zelo pomembno, na to sem tudi opozoril ministrico in njene sodelavce, da se še vedno iščejo možnosti za optimizacijo procesov in stroškov, torej v smislu prerazporejanja in drugih pristopov znotraj ministrstva. Seveda pa bo treba v prihodnje res nameniti več sredstev, več pozornosti tudi opremljenosti vojske, pa investicijam in vsemu temu, kar je pomembno za sposobnost, torej obrambno sposobnost države.
Zelo mi je bilo ljubo in v čast in veselje, da sem lahko preko videokonference nagovoril tudi poveljnike in preko njih pripadnice in pripadnike Slovenske vojske, ki svoje dolžnosti opravljajo v mednarodnih operacijah in na misijah. Še posebej sem vesel, da opravljajo te svoje naloge visoko motivirano, z visoko stopnjo morale, entuzijazma in privrženosti tistim ciljem, ki so jim pač v svojem poslanstvu tukaj namenjeni. Veseli me, da Slovenija preko naših pripadnikov, torej Slovenske vojske, opravlja to funkcijo zaščite mednarodnega miru in varnosti in da v tista okolja, kjer delujejo naši pripadniki Slovenske vojske, prinaša torej te vrednote, hkrati pa tudi uspeva doseči dovolj dobro ali ponekod celo odlično sodelovanje z lokalnim prebivalstvom. In še posebej mi je bilo pomembno in ljubo, da sem slišal in se ponovno prepričal, da so pripadniki Slovenske vojske v teh misijah visoko usposobljeni, da so zelo izurjeni, da se kot takšni tudi dokazujejo, doživljajo priznanja. In še posebej me je bila ljuba misel enega od poveljnikov, ki je rekel, da seveda Slovenci smo pač taki, da se želimo izkazati, in dejal sem mu, in zato zdaj to povem, da upam, da bo to misel slišalo čim več Slovencev tudi doma v Sloveniji, da bomo na nek način vsi skupaj ponosni na naše pripadnike Slovenske vojske, torej v tujini, in da bomo tudi sami v Sloveniji se poskušali izkazati v dobrem in pripomoči k temu, da naša dežela gre naprej v razvoju in da končno kriza ostane za nami. Slovenskim pripadnikom vojske in vsem ostalim, seveda, ki so zaslužni za njihove na teh misijah, in s tem mislim predvsem na generalštab, na pripadnike vojske tu v Sloveniji, inštruktorje, vse ostale, in tudi na ministrstvo, seveda, se zahvaljujem za to, da se trudijo. Pričakujem še naprej velik angažma na teh in drugih področjih. Menim tudi, da je treba pomen vojaškega poklica ustrezneje ovrednotiti v Sloveniji, ga tudi bolj izpostaviti kot časten poklic, mu nakloniti to, kar mu gre, torej neko dostojno pozornost. Predvsem pa ob tej priliki čestitam vsem pripadnikom Slovenske vojske v tujini in doma, torej o prazniku državnosti, in jim želim seveda, da bi svoje naloge še naprej uspešno upravljali. Naj še omenim, da sva z ministrico seveda govorila tudi o pripravah na uradni obisk generalnega sekretarja Zveze NATO Jensa Stoltenberga, ki bo v Sloveniji na obisku 13. julija. Ko se bomo z njim srečali, bomo zanesljivo odprli vsa pomembna vprašanja in upam, da tudi uspešno utrdili naše dobro sodelovanje in seveda poiskali skupne usmeritve za nadaljnje sodelovanje Slovenije v NATO. Toliko za začetek. Čekam še vprašanje. Lepo, gospod. Mogoče vprašanje ali ne? Izvoli, Mirka. Mirka Materi, Slovenija. O katerem obdobju pravzaprav govorimo, da se bo začel zviševati obrambni proračun, čeprav v bistvu najprej 2017 ali lahko že prej? Torej prav v mesecih je težko napraviti, vendar verjetno je mogoče pričakovati zvišanje v tem obdobju, kajti pred nami je še zelo zahtevno leto 2016. V tem času bi bilo verjetno nerealno dajati optimistične napovedi v smislu zviševanja, vsekakor pa se bomo potrudili, da ne bo prišlo do kakšnega zniževanja in da bo prišlo do optimizacije procesov v nadaljnji meri, da bi lahko in da bo lahko Slovenska vojska ustrezno delovala. Maja Gaspari, Planet TV, jaz imam vprašanje za gospo ministrico, in sicer slovenska ladja Triglav, ali bo šla v Sredozemlje pomagati pri reševanju situacije z migranti in kdaj to lahko pričakujemo? Ja, vlada je na pretekli seji obravnavala namero v sodelovanju Slovenije v operaciji NAVFOR in odločitev je sedaj v mnenje posredovana v Državni zbor. V Državnem zboru bomo v okviru odbora za obrambo, torej odbora za zunanje politiko, obravnavali to, dobili
ne dvomim tudi politični konsens in potem, ko bo nedvoumno jasno, na kakšen način bo lansirana operacija, bomo se pripravili tudi. Pričakujemo, da se bomo udeležili z ladjo Triglav, ki je sedaj trenutno na rednem vzdrževanju. Ladja bo odlično pripravljena, tako kot mora biti, ampak prej, ko pa v bistvu v drugi polovici leta, se pravi v mesecu oktobru, ne more iti na operacijo. Pa to zaradi tega, ker bo vzdrževanje? Zaradi vzdrževanja. Kako pa to, da toliko mesecev traja vzdrževanje? So zahtevni posegi tudi. Sedaj je pač prišlo to obdobje, ko je potrebno temeljite ladje pripraviti, tudi glede na izkušnje, ki so jih imeli na operaciji Mare Nostrum, je potrebno tako redno tekoče vzdrževanje, pa tudi neke manjše sistemske popravke, ampak to zahteva svoj čas in v bistvu ladja bo konec leta pripravljena. Dokolikor bo takšna odločitev Slovenije, mislim, da takšna odločitev tudi bo. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod ministrica. Hvala tudi vam za vašo prisotnost. Hvala.